Če bi imela midva to nehvaležno nalogo, da bi Tita danes primerjala s kakšnim od današnjih voditeljev, bližje komu bi bil? Bi bil Tito bolj Trump, bi bil bolj Putin, bi bil Netanjahu, no, to verjetno ne bi bil. Komu bi bil najbližje ali pa zmes kakšnega voditelja bi bil Tito danes, leta 2026? No, problem je, pardon, problem je v tem, da, kot sem rekel, takega tipa voditeljev ni več, ne. On je imel nekaj lastnosti, ki bi jih lahko vzeli od teh nekaj ljudi, ki ste jih omenili, ne. Gotovo je politično situacijo nadzoroval na podoben način, kot jo avtokrati, ne. Teh imamo pa ni samo Putin, ne, jih imamo tudi v Evropski uniji kar nekaj. On je bil avtokratski voditelj, ne. Po drugi strani, kot rečeno, je imel neke povsem drugačne lastnosti, ki jih danes pri teh voditeljih ne prepoznavamo, ne, jih ne vidimo, jih preprosto nimajo. Evropa je izgubila ta občutek, mislim, za voditelje, ne samo Evropa, cel svet, ne. Problem je v tem, a veste, da primerjati ljudi, in to ne velja samo za Tita, to velja recimo tudi za druge voditelje njegove generacije, primerjati ljudi, ki so šli skozi vojno, ki so dali vojne strahote tako ali drugače in ki so potem urejali svet, z današnjimi ljudmi, ne, je zelo težko. Ker ti ljudje takrat, ne, so vedeli, kaj vojna pomeni. Vedeli so, kakšne posledice ima. In bili so prepričani, da morajo ustvariti svet, v katerem ne bo več vojn. Sedaj imamo generacijo voditeljev, ki vojne ustvarja, ne, torej, ki ima nasprotno logiko, ne, ki misli, da z vojnami lahko in s silo in brez mednarodnega reda lahko rešuje zadeve, ne. Tako da v tem je, mislim, tukaj je težko delati primerjave, ne. Še ena zadeva morda, ne, ki bo koga presenetila. Ves čas se govori, kako je bil Tito avtokrat, kar je bil, ne, kar sem tudi jaz rekel, ne, in se mu pripisuje tudi zločine in tako naprej, ne. Ampak Tito, recimo, ko govorimo o tem populizmu, ne, ki ste ga omenili, Tito se je vozil v odprtem avtomobilu. On se je sprehajal med ljudmi, kjerkoli je bil. On je tistim svojim 3-4 stražarjem, ki so ga po dolžnosti varovali, dostikrat ušel in je šel v gostilno. In se tam pogovarjal z ljudmi, ne. Torej, to si danes najbrž ne morete predstavljati, takega tipa voditeljev, ne. Zlasti pa ne avtokrata ali pač neke ljudi, ne, ki so kot Trump ali kakšen podoben politik. A je bil Tito maščevalen človek? Oziroma prej ste omenili, zanima me še, a se mu je dalo povedati tudi neka stališča, ki niso bila nujno kimavska, ki niso bila nujno ugodna zanj? Ja, bilo je nekaj ljudi, ki mu je to upalo povedati, ne. Ampak ta generacija je končala, s to generacijo se je končala v 60. letih, ne. Eden od takih je bil recimo Koča Popovič, to je bil legendarni srbski general in diplomat, zunanji minister Jugoslavije, ne, poveljnik, torej prve proletarske divizije. On je Titu upal povedati, torej ljudje iz tega njegovega najožjega kroga, ki jih je poznal ali iz predvojnega revolucionarnega gibanja ali iz časa vojne, ti so mu upali, ne, ti so bili njegov najožji krog, ti so bili tovarišije, ti so z njim delili vse in so tudi o njem vedeli vse, ne. V Jugoslaviji je bilo nekaj napetih trenutkov in Tito ni vedel, kako jih rešiti, ne.
ena najhujša kriza je bila leta 1948, kot sem omenil, druga je bila leta 1968, ko je Sovjetska zveza okupirala Češko, Slovaško in je bilo prepričanje, oziroma kalkulacija, da lahko podobno pride do Jugoslavije, hkrati so bile študentske demonstracije in tako naprej, ne. In Tito je takrat recimo razmišljal o tem, ne, ko je prišlo do teh notranjih nemirov, da bi uvedel red z vojsko, ne. In mu je Koča Popovič rekel: "Poslušaj, stari," ne, stari so ga klicali ti njegovi, "to zna vsak latinskoameriški general. Mi od tebe pričakujemo državniško rešitev, ne." Torej imel je take ljudi, ne, ampak ta generacija se je, kot rečeno, končala v 60. letih. Potem so se nabrali okrog njega ljudje, ki so mu bili zvesti, ne, ki so bili njegovi sledilci in ali pa mlajši povzpetniki, ne, in ti mu seveda niso upali povedati v resnici, kaj si mislijo in kaj pričakujejo. Prej sva se že dotaknila tega, da je Tito bil neke vrste populist. Kaj mislite, kako bi se on danes v času družbenih omrežij, družabnih omrežij odrezal? Kako dobro bi mu šlo, kakšen tip influencerja bi on danes bil? Ne vem, ne vem, kako bi se on znašel na omrežjih. On je imel, to je bil čas televizije, ne. To pač njegovo, bom rekel, še dobro obdobje, ne, 60. leta, ne. In on je na televiziji imel nekaj dobrih nastopov, ne. Omenil sem tistega, ko je nagovoril študente, ne, ker študentsko gibanje v Evropi je imelo različne vzroke, ne. Na zahodu je bil to upor proti sistemu, ne, v Franciji proti De Gaullu recimo, ne, in v Nemčiji. Na vzhodu je bil upor prav tako proti sistemu, ampak temu avtokratskemu, ne. Ker tukaj je šlo za generacijo, ki je zrasla ob moči svojih očetov, ne. To je bila vsaka taka generacija reče, da je izgubljena generacija, ne, ampak oni so v resnici, ne, to je ta baby boom generacija, ne, ki je, njihovi očetje so šli skozi vojno, ne, in so prišli mladi na oblast, ne, in jim pravzaprav niso dali dihati, ne. In no, v Jugoslaviji, ne, so bili študenti sicer zelo levičarski, ne, ampak se bi rekel egalitarni, ampak se potem, ko jih je Tito nagovoril, niso obrnili proti Titu. Rekli so: "Tito ima prav, samo moramo iti po tem, kar on govori, se pravi, mi moramo v resnici izpeljevati tisto, ne, kar je on rekel." Tako da imel je nekaj dobrih televizijskih nastopov, drugače je bil pa človek odprtih nastopov, ne, se pravi množice. To je bilo njegovo. Zdaj, kako bi on na teh podcastih in socialnih omrežjih deloval, je pa težko reči. Najbrž bi se na neki način znašel, ne. Bil pa je obseden s svojo podobo. Absolutno. Ker tudi ta branding, a ne, on je bil blagovna znamka. Absolutno. Kako je izgledal, kako se je oblačil, s kom se je pojavljal. To zagotovo. To je še s časov, ko je bil pred vojno revolucionar, ne, ko so pač živeli Kominterna jih je financirala, ne, in oni so pač izvajali to revolucionarno dejavnost. On je potem v Jugoslaviji postavil to komunistično partijo na novo, no. Ampak tam je recimo pri Vladimirju Dedijerju, ki je bil eden njegovih prvih biografov, ne, en tak zanimiv odstavek, ne, Dedijer je bil iz meščanske družine, ne, v Beogradu, in Tito je nekajkrat prespal, večkrat prespal pri njem, ne, in njegova mama je rekla: poglej, ta ima pa avstrijsko zobno pasto, češko milo, pa tak brivnik, to pa ni brivski tisti, ne, to pa ni kar tako, ne." Tako da že takrat je to, ne, po vojni pa sploh, ne, on se je tudi družil z džetsetom, on je bil, v tem bi bil danes vrhunski, saj je bil že takrat, ne, on je Galeb, ne, to je bila ena njegova jahta, recimo temu tako, v bistvu je bila to ena stara
stara vojna ladja za polaganje min in prevažala je sadje vmes, bila je potopljena, pa so jo dvignili potem in iz nje naredili, neko tako jahto, s katero je tudi potoval v 50 letih po svetu, ko je delal Gibanje neuvrščenih. Ampak on je tja vabil najbolj znane ljudi, recimo Sofijo Loren, Carla Del Pontija, tudi je bil znan par, režiser in igralka, italijanska, saj to najbrž gledalci poznajo, pa tudi vrsto drugih znanih igralcev, ameriških in tako naprej, Tako da to je, on je bil dan s tem glamurjem. Odnos do žensk. Zdaj, primerjavo vlečem, se opravičujem za ta plehka vprašanja, ampak kako saj to, To ljudi da se zanima. to ljudi zanima, da se recimo on ni obdal z eno mlajšo lepotico, v bistvu, Saj se je. saj se je? Aha. Ja.